dobro jutro za vse obiskovalke in obiskovalce današnjih pogovorov z ustvarjalci. Začenja se tretji dan 28. Festivala slovenskega filma Portorož in ob meni že prva ekipa, ki smo jo včeraj spoznali v sklopu njihovega animirano-dokumentarnega kratkega filma Mož s slamnikom, in sicer ob meni najprej režiser Urban Zorko, pa producentka Maja Zupanc, direktor fotografije Darko Sintič in pa montažer Miha Šubic. Lepo pozdravljeni vsi in najprej seveda čestitke tako za včeraj prikazano, kot tudi za celotno serijo. Urban, kako lahko mogoče najprej poveva, za kakšen obsežen projekt je pravzaprav šlo in zakaj smo včeraj videli šestino le-tega? Ja, če bi bil cel, bi bilo to 6x20 minut, kar je kar velik. Tako da to je obsežen projekt, v bistvu 6 zgodb, različnih zgodb, različnih animacijskih svetov in različnih zgodovinskih obdobij. Včeraj si že nekoliko omenil v poklonu, da v bistvu imaš neko afiniteto seveda do zgodovine. Kako se je ta afiniteta tukaj odražala? Konec koncev v vseh teh 6 zgodbah pravzaprav mi vidimo eno zelo dolgo obdobje. Ne gre samo za par let, ampak dejansko za par stoletij. Kako ste se odločali o tem, kaj je tisto, kar je pomembno, in kako si seveda svoje zgodovinske afinitete nekako pri tem poslušal? Ja, po mojem nisem jaz edini zgodovinsko afiniteto, mislim, da smo vsi malo v tej smeri. Maja pa sploh, ki je nekako tudi dala idejo za to serijo na začetku. Tako da zgodovino jaz razumem kot nekaj, kar je pač vir neskončno fascinantnih človeških zgodb, ampak predvsem me zanima, kaj je v njih ironičnega, kaj je v njih paradoksalnega in kaj je v njih ironičnega in paradoksalnega na način, da nas provocira mogoče še danes. Ker pravzaprav se mi zdi, da ko gledamo stoletja nazaj, so težave v svoji arhetipski osnovi pravzaprav iste, samo pač ozreti jih je treba iz kota, ki nam je zanimiv, ki nas v bistvu še danes intrigira, pa nam odgovarja na nekaj. Maja, koliko nekih zgodovinskih knjig in raziskave je bilo seveda potrebne? Verjamem, da marsikdo od nas misli, pa se poznam zgodovino, bodisi Ljubljane, Slovenije, ampak potem, ko greš raziskovati, v bistvu ugotoviš, koliko je enih zanimivih filmskih zgodb. Ja, na začetku smo v bistvu zbrskali te zgodbe majčkeno sami, pa ko greš v ta deep research, še posebej za Strehar je tukaj noro delo upravlja, in še posebej, ko delaš neke pogovore z zgodovinarji, ker smo jih pač imeli kar veliko, šele potem ugotoviš, koliko še ostalih zgodb je v bistvu ozadje, ki je bilo tudi lahko, a ne predstavljene, ampak pač nekako nismo imeli časa. In ja, v bistvu se moramo zahvaliti res tem našim zgodovinarjem, da so nam omogočili pač neko strukturo dati. Še posebej za neke zgodbe, recimo o čarovnici Anici, ker je v bistvu iz srednjega veka in je o njej zelo malega znanega. Smo mogli kar brskati po možganjih teh naših pomagačev, da so nam izkristalizirali pač te zgodbe. Ja. Nekako že samo obdobje, v katerega so postavljene seveda te zgodbe, kliče po produkcijskih rešitvah, po kakšnih zanimivih idejah. Kako ste prišli do tega, da v bistvu združite tukaj po eni strani seveda dokumentaristiko, po drugi strani pa dodate animacijo? Zakaj vam je bilo to pomembno in kaj ste seveda pazili pri tem? Ja, pač animacija je bila tako čisto naravna stvar za nas, zaradi tega, ker jaz tudi delam v produkciji Invida, kjer se prvotno ukvarjamo z animacijo, tako da v bistvu že čisto na začetku je bilo to tako normalno, da bomo pač animacijo imeli notri, pa tudi zdelo se mi je, da smo že velikokrat videli pač neke formate dokumentarcev, kjer so neke igrani deli noter, ki mogoče niso najboljši, pa se mi je zdelo, da je animacija mogoče boljši medij, da se poigraš s temi stvarmi, ker tudi ni veliko materijala. Ne? Recimo v čarovnici Anici iz srednjega veka ali pa Grubarju pač nimamo nekih fotografij ali pa filmov, iz katerih bi lahko izhajali, in se v bistvu ta animacija toliko lepo prileže, zraven pa v bistvu smo še dodali ta humor. Ker se mi zdi, da pa doda dodano vrednost tej dokumentarni seriji, in se mi zdi, da tudi tukaj se vidi, da smo vsi ustvarjalci, ki smo delali na tem projektu, to zelo cenimo humor in mislim, da smo kakor toliko vsaj sami sebi zabavni, in se mi zdi, da se je to dobro pokazalo tudi na teh animacijah, no? Da so v bistvu dobili neko zgodovinsko zgodbo, pa še majčkeno tega humorja iz teh ljudi smo malo začinali, pa je bilo pa super izpadalo.
Ja, mislim, da se tukaj res pozna, da v bistvu niso filma delali samo zgodovinarji, ampak da so dejansko bili filmski ustvarjalci, ki so razmišljali na to, kako eno vsebino narediti še poljudno, zanimivo, ampak hkrati tudi, da bo seveda zadovoljila potrebam visokih zgodovinskih standardov. V bistvu še vprašanje, Darko. Imam občutek, da seveda pri projektih, kjer si vpleten, da se nekako vedno želiš pustiti tudi nek svoj pečat, se mi zdi, da tudi pri tem se dobro vidi. Kako si mogoče sam iskal neko umestitev s svojim delom, pa z vsemi temi zgodovinskimi, arhaičnimi obdobji, ki niso bila enaka? Si razlikoval med recimo snemanjem dela o čarovnici, pa recimo o gospe Šumi, ki se mi zdi, da sta precej narazen? Ja, v bistvu smo se lotili, mislim, moja naloga je tako vdahniti neko atmosfero vseh teh 6 epizod, tako da sem se na nek način tudi malo historično ravnal po nekih lokacijah, po načinu osvetlitve. In ja, seveda, in različne obdobja so različne načini osvetljevanj prostora in sem se probal tudi jaz tega držati. Ja, veliko nalogo pa je pač tudi so valjda naredili sami naratorji, ker smo jih hoteli tudi malo, ker so na nek način tukaj v nekih svojih svetovih so kar taki mali ekscentriki in so se sami v bistvu na nek način združili s tem svojim likom, o katerem so govorili in smo jih potem še tudi malo mogoče barvno sugerirali ali pa kostumsko, da je sovpadali z samo lokacijo. No, tako nek način smo probali to rešiti. Sam še dodala, da na začetku, ko smo delali koncept, smo vedeli, da smo zelo omejeni sredstvi. Smo hoteli čisto res, tako, jaz sem rekla Darko tu pa Urbano, simple lokacije, čim več na eni lokaciji, in pol je Darko začel delati te moodboarde, ko so bili tako nori. In na koncu se je izkazalo, da je bila to res zmagovalna poteza, no? Da smo v bistvu vse malo sledili Darkotovim željam, pa smo šli v ekstrem in smo naredili res super lokacije in Darko je res tukaj naredil pač čist hud doprinos. No? Darko, prej si mi priznal, da čeprav gre za zgodbe iz Ljubljane, da niste bili ves čas v Ljubljani. Je kakšna taka lokacija, ki se jo še posebej rad spomniš oziroma bi se rad vrnil, ali pa bi rekel, da je to kakšen tak biser, ki ga mogoče ne poznamo? Ja, v bistvu smo mogli raztegniti te lokacije izven ljubljanske regije oziroma tudi izven bi rekel, ostalih regij. Tako da, ja, šli smo celo na Dolenjsk, na Rakov, nek grad, kjer je bilo nek zanimiv kolektor, antikvariat enih zgodovinskih artefaktov, ki so sami po sebi malo bizarni. In ja, tam smo pač našli neke močilne naprave in naša naratorka, zgodovinarka je zelo uživala med temi močilnimi napravami, tako da smo jo celo pripeli za neko tako železno kuglo in si videl, kako je padla v ta njen svoj lasten svet in se mi zdi, da je to zame zelo lepo videti. Pa tudi vidiš, kaj v bistvu dobiš od neke osebe, ki jo daš v nek tak kontekst, ki jo daš v tak prostor, dejansko dobiš drugačno izjavo oziroma drugačne spomine. Miha, verjamem, da si imel ogromno dela pri v bistvu sestavljanju vseh teh 6 zgodb, pa pri oblikovanju v bistvu nekega miksa med dokumentaristiko in animacijo. Kaj je bil mogoče zate ta veliki izziv pri montiranju tega projekta? Ja, izzivov je bilo več. Zdaj, mogoče, mislim, res količina materiala je bila kar velika. Mogoče res izziv je bila ta minutaža, ki smo imeli mi dano, torej mi smo se držali okoli 21 minut, 22 minut in ravno pri tej epizodi, ki smo si včeraj pogledali Mož s slamnikom, tukaj je bilo v bistvu, ta Hinkotova zgodba je v bistvu najbolj obsežna in ima ful nekih detajlov in je bila kar težko to vse skupaj spraviti v neko celovito, kratko formo, no. Ker prva verzija te epizode mislim, da je bila celo 35 minut dolga, nekaj takega. Je pa v bistvu to, kar se tiče zgodb, samo najbrž začetek. Jaz imam tak občutek, da v bistvu je še ogromno zgodb tudi v drugih mestih. Kako bi lahko to ratal nek primer, kako lahko tudi v drugih krajih morebiti nadaljujete z vašim delom, koliko vam je to še v interesu? Ja, mislim, nam je. Mi si želimo to še naprej delati, ker se nam zdi, da zgodb, ki jih je treba obravnavati, je še ful, ko kopljemo po naših sogovornikih, ki se včasih res znajo sprehajati po zgodovinskih svetovih, takrat zares šele vidiš, wow, pa tam je še nekdo, pa tukaj je v bistvu še neka tema. Tako da zdaj želja, pa ne samo želja, ampak tudi realnost je to, da naslednje mesto bo Maribor
In v njem, če smo se tukaj malo bolj ukvarjali, mogoče z neko smerjo identitete, se bomo v Mariboru podali malo bolj v vojno, v bistvu, glede na splošno vzdušje danes in raziskovanje teh kolescev in mehanizmov, ki pripeljejo posameznika v take situacije. Maja, je bilo kakšen prav poseben občutek, ko vidiš, da ima takšna serija, takšni zgodovinski spomini res eno, da je v bistvu obstaja ena močna potreba. Kaj se vam je zdelo, da je bilo neko zadoščenje, ker ste ga seveda tudi dobili, lej, pa to je res stvar, ki jo rabijo in mladi, da bodo pač nekako ta dejstva poosebili in konec koncev tudi zgodovinarji, da bodo lažje predstavili kakšno stvar, za kateri nimamo fotografij, videomaterialov in tako. Ja, mislim, odziv je bil izjemno pozitiven v bistvu, tudi strani in tako zgodovinarjev, teh, ki smo pač z njimi delali, tudi še zdaj, ker recimo raziskujemo mesto Maribor, dobivamo izjemno pozitivne odzive, vsi vejo za to serijo. Dobili smo pozitivne odzive tudi od nekih urednikov iz RTV-ja, recimo, ki niso niti v informativnem delu. Dobili smo tudi nagrado Orion, mislim, ni Orion, ampak je za perspektivno serijo. Tako da v bistvu smo z odzivom izjemno zadovoljni in jaz mislim, da je še treba delati in jaz res upam, da bo mogoče tudi financerji malo to slišali, ne? Pa da bi bilo malo lažje, pa malo hitrejše, da lahko delamo, ker so res luštne forme kratke in je treba količino delati hitrejše. Mi jo delamo pa ful počas, a ne? Mi delamo zdaj 6 epizod, bomo zdaj delali verjetno 3 leta, ne? Kar je čist smešen. Jaz tudi upam, da bojo tudi, tudi televizije majčkan bolj naklonjene temu, da se večkrat ta serija predvaja. Mi bomo se pa tudi potrudili, da gre tudi v tujino. Zdaj smo dobili recimo priložnost, da bo tudi v Italiji. Tako da se mi zdi, da ima eno tako lepo popotnico, mogoče kasneje tudi v šolah. Tako da jaz mislim, da je tukaj še velikega prostora, da ta serija mogoče zaživi še neko življenje, no. Ja, jaz sem prepričan, da gre za odličen format in da vas bomo še velikokrat videli tako na televizijskih ekranih, kot tukaj na Festivalu slovenskega filma v predstavljanju novih in novih serij. Tako da res najlepša hvala, pa še enkrat čestitke za ustvarjeno, verjamem pa, da je to šele začetek enega zelo dolgega procesa. Tako da hvala Urban, hvala Maja, hvala Darko in hvala Miha. Hvala.